Pozdravljeni. Moje ime je Darja Račnik, sem coachinja, moderatorka organizacijskih in družinskih sistemskih postavitev. Moje poslanstvo je razvijati moje sposobnosti in pomagati, podpirati ljudi pri njihovih osebnem ali poslovnem napredku in razvoju, tisto, kar si sami želijo. In kakšno povezavo imajo družinske postavitve in poslanstvo in organizacijske postavitve in poslanstvo imajo? Vemo, da ljudje nismo samo nikla bitja. Ljudje smo bitja enega očeta in ene mame. In vse tisto, kar nosijo naši starši, imamo tudi mi v sebi. In kar so nosili v sebi njihovi starši, so imeli oni v sebi in imamo tudi mi del tega. Iz generacije v generacijo se prenaša čustveni gen, ki je zapisan v naši DNK. In vse to vpliva na našo smisel življenja, na naše poslanstvo, na tisto, kar nas na nek način vodi v življenju. In če znamo pogledati v to našo preteklost, znamo to na nek način vzeti v pozitivnem smislu, pogledati te slike, ki na nek način nas ovirajo, vendar, ko jih znamo pogledati, znamo videti tudi rešitev v tistem trenutku. In mnogokrat slišim ljudi, ki pravijo, ne bi jaz, preteklost bi pustil tam, ker to je preteklost, to se mene ne tiče več, ker jaz želim iti naprej v prihodnost. Ja, res je. Če želimo iti svobodno naprej v prihodnost, je zelo v redu, da se na nek način soočimo s temi našimi sivimi ali slepimi pegami, temu, kar mi ne vidimo, nekdo zunaj to vidi in jih počasi spuščamo, odpuščamo nazaj v to preteklost. In to je tisto, kar nas osvobaja. In seveda nam metoda postavitev družine to omogoča, ker daje uvid v te nevidne slike, ki gredo iz generacije v generacijo in se lahko pokažejo v tem fenomenološkem procesu. To je metoda, ki ne vemo, kako deluje, vemo pa, da deluje. In Bert Hellinger, filozof, psihoterapevt in raziskovalec, je nekako prišel do uvida, da v tem sistemu delujejo neke kozmične sile in v tem sistemu veljajo tudi neki kozmični redi. In če kršimo te kozmične rede, imamo tako težave na zdravstvenem, medosebnem področju ali tudi poslovnem področju, v vezi z denarjem, v vezi z čimerkoli, ki nas na nek način teži tukaj zdaj. Nas kot človeška bitja. In zakaj bi sploh to pozdravili? Zaradi tega, da smo mi svobodni in predvsem zaradi tega, da so lahko svobodni naši otroci. Ker ko mi to osvobajamo, to delamo na nek način tudi za njih. In Bert Hellinger je temu posvetil, temu raziskovanju te metode veliko let, ki so se potem nekako razširila tudi na poslovni svet, ker tako kot dinamike delujejo v družini, te dinamike delujejo tudi v podjetjih. In zdaj vam bom razložila te kozmične zakone, ki vplivajo na nas in na vse okrog nas, ker se vemo, tisto, kar mi čutimo, gre to vse, ta vibracija gre v naše okolje in vse ostane zapisano.
Zato danes velikokrat rečemo zakon privlačnosti. Seveda, tisto, kar mi razmišljamo, tako pozitivno, tudi negativno, vse to se nam potem dogaja. In potem velikokrat rečejo ljudje, zakaj se mi to zgodi, zakaj se mi dogaja, zakaj sem ves čas nesrečen, zakaj ves čas privlačim takšne ljudi. Ja, zato, ker imamo ta zapis v svojem tem energetskem polju in tudi v svojem telesnem polju. To je ta zapis, ki gre iz generacije v generacijo. In v postavitvi družine obstajajo 3 zakoni in prvi zakon je, da ima vsak v družinski sistem pravico pripadati. In kdo točno pa sploh spada v družinski sistem? Seveda to smo mi, naši starši, njihovi bratje, sestre, njihovi stari starši in naprej, ali pa nazaj, vse generacije. Vsi ti spadajo v naš družinski sistem. Seveda, če znamo to pogledati, vemo, da smo delček vsega. In kdo vse še spada? Seveda splavljeni otroci. Spontano splavljeni in tudi abortirani otroci. In kdo še? Vsi tisti, ki so našemu družinskemu sistemu naredili nekaj težkega, ali pa je nekdo iz našega družinskega sistema nekomu drugemu naredil nekaj težkega, ali ubil, ali odvzel kakšno posestvo ali karkoli, z vsem tem postanemo povezani. Tudi naši bivši partnerji, nikoli niso bivši, vedno je samo prvi, drugi, tretji in tako dalje. Z vsemi tistimi, predvsem, ki smo imeli spolni odnos, tudi tisti spadajo v naš družinski sistem in vplivajo na vse. To je tako kot tiste puzle, vse je povezano. In zaradi česa prihaja do težav. Če te slike skrijemo, vse te dogodke skrijemo, se o njih ne pogovarjamo, želijo te skrite sile, te nevidne sile prihajajo ven skozi nas, skozi bolezen, skozi težke medosebne odnose, težave v partnerskem odnosu, v službah. Vse to vpliva na nas. In ko v postavitvi se soočimo s temi nevidnimi slikami, se lahko stvari tudi razrešujejo. To je prvi zakon, kozmični zakon. Drugi kozmični zakon je razmerje, hierarhija in zgodovina. To pomeni, da tisti, ki je prišel v družinski sistem pred nami, ima prednost. Tako v odgovornosti, kot tudi v spoštovanju. In če znamo spoštovati svoje starše, svoje starejše brate, sestre, potem smo lahko v resonanci sami s sabo. Vendar pogosto se dogaja v naših družinskih sistemih, ker imajo tudi naši starši, seveda, so zapleteni še v svoje družinske zgodbe, imajo težave in se to prenaša iz generacije v generacijo. In niso svobodni za nek partnerski odnos in tu potem nastajajo te težave. In če mlajši otroci ne spoštujejo starejših, ravno tako prihaja do nesoglasij, do bolezni, do raznih odvisnosti v družini. Pogosto, ko delam z ljudmi, prihaja zgodba recimo iz partnerskega odnosa, tistih, ki sta imela že prej svoj prejšnji odnos in imata iz tistih odnosov tudi otroke. Recimo ima ženska otroka, moški ravno tako. In ko prideta skupaj, želita biti drug drugemu na prvem mestu. Vendar zaradi teh zakonov to ni mogoče. Namreč v
ženski sistem, pri ženski je prišel otrok pred partnerjem v njen sistem in ima prednost. Ravno tako pri moškem. Seveda, ko prideta skupaj, imata še kakšnega otroka in to se pogosto zgodi zaplet, ker ima ta otrok prednost pred prejšnjimi otroci iz teh prejšnjih zakonov ali teh odnosov. Tretji zakon je dajanje in prejemanje. To pomeni, da vse v življenju naj bi bilo v ravnovesju, tako kot v naravi. Danes pada dež, včeraj je bilo sonce, vse rabi biti. Seveda, ko dežuje, zemlja rabi to vodo. In ko pride sonce, pogreje in rastline lahko rastejo. In tako rabi biti tudi v tem partnerskem odnosu, predvsem to dajanje in prejemanje. Dajemo in prejemamo nekako v ravnovesju. Če je to ravnovesje kršeno, kaj je tisto, kar se zgodi? Če damo preveč, potem smo nezadovoljni in izgubimo. Če damo premalo v partnerski odnos, enostavno odidemo, ker nimamo prostora, da bi dali več. Zato je tako pomembno, da dajemo v dobrem vsak dan malo več, malo, tako da se zavemo tega, da danes dajemo nekaj pozitivnega v ta najin odnos. Nekako do polovice. In drugi partner nam da potem malo več v dobrem. V slabem rabimo tudi vrniti. Vedno zaradi tega, da smo si partnerji enakopravni, enakovredni. Ker ko vrnemo v slabem, seveda vrnemo malo manj. Partner nas na nek način razočara, nam nekaj, ali nas razžalosti, nas žali mogoče, ali pa karkoli. In potem mi rabimo vrniti, vendar malo manj, zato da se lahko to na nek način nazaj spet izravnava v tisto dobro za oba. Ker ves čas je mišljeno tukaj v odnosih, da ko dobivava oba, ko izgubljava tudi oba. Zato je tako pomembno to dajanje in prejemanje. To je v družinskem sistemu. Kakšne vse so težave? Imamo mnogo bolezni, ki so povezane z temi neravnovesji, z temi tudi transgeneracijskimi prenosi in čustev in travm in vsega skupaj. To imam jaz zgodbo v svojem družinskem sistemu. Namreč moji stari starši stric so bili ubiti v drugi svetovni vojni in ko sem delala postavitve, sem videla, kako sem povezana z nekom iz tistega obdobja, ki je bil ustreljen tu nekje v senci in tako sem jaz tudi na nek način izgubila dosti vida. In kaj je tisto, kar nam to pomaga? To, da vem in da to sprejmem. Sprejmem tisto, kar se je zgodilo in sprejmem tudi svojo motnjo, bolezen, težavo. Ker na to nimam vpliva, imam pa vpliv na svoje občutke. In da znam to sprejeti in se imeti rada takšna, kot sem. To je v družinskem sistemu. V poslovnem sistemu je to zelo podobno, vendar v poslovnem sistemu je prvi zakon hierarhija in zgodovina. To pomeni, da tisti, ki je prišel prej, to pomeni, lastnik je ustanovil podjetje in on rabi biti spoštovan in seveda ima tudi veliko odgovornost. In ravno tako je tisti oddelek, ki je prišel prej, ima prednost na nek način, vsaj v spoštovanju od tistih oddelkov, ki pridejo kasneje. In ko je to v balansu, gre podjetju v dobro in gre v smeri uspeha.
Namreč vse teži na tem svetu k uspehu, na takšen ali drugačen način. Lahko gre tudi uspeh v negativo, to zato, da se spet vse stvari izravnajo, ker vse na tem svetu želi biti v resonanci. No in drugi, ta zakon v poslovnem svetu, v podjetju, je pravica do pripadanja. Takrat, ko mi podpišemo pogodbo s podjetjem, smo se v popolnosti strinjali z kulturo podjetja, z njihovim poslanstvom, vrednotami in vsem tem, ker to je naša odgovornost. Če se nismo pozanimali, kakšne ima poslanstvo to podjetje, kakšna je kultura v tem podjetju, rabimo prevzeti odgovornost za to. In tretji zakon je dajanje in prejemanje. Seveda mi smo se zaposlili v tem podjetju, podpisali smo pogodbo, kjer piše, kakšna bo naša plača in seveda dajemo mi svoje delo, čas in podjetje nam da plačo. In če smo se že v začetku zaposlili s figo v žepu, pomeni, da smo mi na nek način prevarali podjetje in podjetje nas bo na nek način tudi izvrglo. Sistem poskrbi za ta ravnovesja na tak ali pa drugačen način. Zato je tako pomembno ozavestiti to, prevzeti odgovornost in spoštovati lastnike, spoštovati vodje, direktorje, vse tisto, ker ravno to, zaradi česa je to tako pomembno, ker imamo od tega mi koristi, ne samo mi, tudi naši otroci, seveda, ker nas gledajo, kako se počutimo, kakšni hodimo iz službe, a smo zadovoljni, a smo srečni. Zato je to tako pomembno, da je to v nekem ravnovesju. Ker vedno, ko izgubljamo, ne izgubljamo samo mi ali pa podjetje, oboji izgubljamo. Ker vemo, da v prejšnjem obdobju in tudi ravno zdaj se zopet dogaja odpuščanja ljudi iz podjetij. In če ljudje ne odidejo z dobrim občutkom, z nekim občutkom, da so dobili to, kar so dobili od podjetja in tudi dali v enakem razmerju, potem se lahko teh energij osvobodi in podjetje in tudi mi. Če pa ostane delček, ostanemo mi del tega podjetja še ves čas in se pogosto zgodi, da ne moremo dobiti nove službe ali ne uživamo, nismo zadovoljni, nismo srečni. In zato vam želim povedati, da vse, karkoli se nam dogaja, je to neka naša zgodba, naše doživljanje tega sveta skozi naše oči, skozi našo prizmo in skozi prizmo tega našega družinskega sistema. In da lahko svobodno gremo naprej, da lahko živimo svoje poslanstvo, je zelo dobro, da pridemo v resonanco s svojim družinskim sistemom, pridemo v resonanco sami s sabo, z ljubeznijo, ki je v nas. Toliko za danes. Hvala in nasvidenje.